Smo mi rekli, da sta bila dva pomembna možova v NLP-ju, Grinder in Bandler. In one dva sta tri takrat izjemno pomembne psihologe kalibrirala, spremljala, modelirala. Kaj oni delajo, da dosegajo take ogromne, globoke rezultate in spremembe. Fritz Perls, Milton Erickson in Virginia Satir. In Milton Erickson je bil usposobljen oziroma je mu dar za vzpostavljanje odličnega stika. Zgodba. Ni zgodba. To so resnične stvari, ki jih je on naredil. In krat je prišel v eno bolnico, jasno, zanj so zmeraj imeli pripravljene najtežje primerke. In tam je bil en človek, ki je govoril samo solato. Sam, mislim, nobene njegove besede niso imele noben pomen, ampak skozi je pluval ven, zdaj mečkano narekovaji. Govoril je razne besede, kot da bi rekla, recimo, vrata, hiša, avto, luč, zavore, kamera, rdeča majica, jaz, služba, stres, življenje, skratka. Skozi je samo to govoril in ko sem ga kaj vprašal, je govoril samo tako solato, skozi, blablabla, pa je že spet konc, pa spet ga nekaj vprašal, spet solato, blablabla. In diagnoza je kakor bila, da on ne more tvoriti stavkov in ga nikakor niso mogli pozdraviti. No, in kaj je Erickson naredil? Najprej je naročil sestram, da tega človeka vzamejo na terapijo in ga nekaj vprašajo in si samo zapisujejo, kaj on govori. Samo zapisujejo. In one so to dalj časa počele. Potem so pa to njemu Ericksonu dale. In kaj je Erickson naredil? Erickson se je vso tisto solato naučil na pamet. Karkoli je bilo tam napisanje, on znal. In potem je šel on na seanso s tem človekom, na pogovor s tem človekom. In ga je nekaj vprašal, človek začel s solato. Mu je vrnil s solato. In je on solato vrnil nazaj. In je on solato mu nazaj dal. In je on solato nazaj dal. In sta si tako solato izmenjevala, blablabla, se pravi, vse isto na isti način. Po eni uri je ta človek vprašal, kako je pa tebi ime. In Erickson je rekel, Milton, kako je pa te? In je spet začel solato. In spet sta imela solato, blablabla, solato, vamos, damo solata. Čez nekaj časa je spet nekaj smiselnega vprašal. Pa je Erickson mu odgovoril, postavil vprašanje in mu tudi odgovoril smiselno. In tako sta počas prišla do tega, da se je ta solata skozi zmanjševala. Torej, Erickson je najprej njega kalibriral, najprej pomeril, kaj on dela. Potem je začel vzpostavljati dober stik, ampak ne z besedami, z vsem ostalim, kar mu je ta človek pomeril. Na kakršenkoli način. In ta človek je bil po parih mesecih popolnoma ozdravljen. Spremljanje je torej zaznavanje oziroma kalibriranje je zaznavanje zemljevida sveta. Vi dajete, spremljate, ta človek dela to. Kakšen ima zemljevid sveta drugi?